Simon, ta teden smo brez vmesne tekme, torej nekoliko več časa za pripravo, za regeneracijo, za počitek. Verjetno to pride kar prav. Kako je te dni v ekipi? Za nas sigurno zelo dobrodošlo. Kot sem rekel, zavedamo se nekako svojih deficitov, ogromno še stvari, ki jih moramo izboljšati. So stvari, ki jih delamo, mislim, da že na kar zavidljivem nivoju in bom rekel, ta non-stop ponavljanja stvari iz treninga v trening in ta čas, ki ga imamo ta teden, smo maksimalno izkoristili, da bi že na naslednji tekmi, bom rekel, bili boljši, kot smo bili na zadnji. Ja, zdaj nas čaka Koper kar dvakrat. Najprej ligaška, potem v torek še pokalna tekma. A je to dobro ali slabo? Kako to sploh za trenerja poteka, da po ligaški reče, no, dajmo še enkrat takole ali pa dajmo drugače? Zame osebno razmišljam samo o prvi tekmi, ni nobenih kalkulacij, ni, bom rekel, tudi preračunavanja za naprej, kaj bo. Želim, da smo maksimalni v soboto, predvsem ta mentalna priprava na tekmo, da je takšna, kot je bila na zadnjih tekmah, da tudi v sami igri, bom rekel, poskušamo še kakšen kanček dodati zraven. Na koncu sigurno gre na drugi strani za eno zelo kvalitetno ekipo, odločile bojo malenkosti, verjamem pa, da lahko, bom rekel, z neko srčno borbo, s pomočjo, bom rekel, naših navijačev, privržencev, pustimo en dober vtis in na koncu je moja želja nekako, da bi nas to nagradilo tudi z neko dobro točkovno mero. In seveda zmago v pokalu. V tem bo časa potem sicer zelo malo, ampak kot sem rekel, resnično imamo v glavi samo fokus na to prvo tekmo, na naš domač stadion, kjer se želimo prikazati v dobri luči, kjer bi radi nekako zadovoljili, bom rekel, naše privržence. Na zadnji tekmi proti Mariboru zelo lep obisk, smo bili, bom rekel, zelo veseli in mislim, da so tudi navijači nekako odhajali zadovoljni iz tekme. Tudi to, bom rekel, en segment, ki nam je zelo pomeni in bi tudi nadaljne želeli funkcionirati na ta način. Mogoče malce bolj za šalo kot za res. Zdaj v času svetovnega prvenstva v planici precej govorijo o vremenu, o vremenskih razmerah, kako to vpliva. Kako pa vpliva to na nogometaše? Konec koncev se je precej ohladilo. Ja, se strinjam. Moram, bom rekel, zelo pohvaliti, bom rekel, svoje fante, ker smo letos že marsikaj preživeli. Res v določenem momentu neki ekstremni pogoji, hud mraz sigurno zahteva večjo potrošnjo. Tako tudi na tem segmentu smo zelo preračunljivi, da tako rečem, ali pa imamo dober monitoring, da ne bi šli v kakšne skrajnosti ali celo kakšne poškodbe. Tako da v tem trenutku nam vreme ne gre na roko, ampak nekaj prilagodimo se po zimi na -10, poletje na +40, tako da, bom rekel, delujemo skozi vse 4-letne čase, tako da ni nam lahko, je pa sigurno veselje, ker vlada ena dobra atmosfera, eni dobri odnosi. V tem trenutku smo tudi v nekem dobrem, pozitivnem nizu, rezultatskem in, bom rekel, pomembno je, da vsak trening igralci prihajajo nasmejani in potem se lahko na dolgi rok nadejamo dobrih rezultatov. Mark, živjo, zdaj lahko rečemo 2 zmagi, pa ničla zadaj v golu, poleg tega pa še remi z Mariborom. Kako bi ocenil ti ta februar, mogoče iz lastnega pogleda, dal si tudi gol v Gorici in seveda tudi kako, če pogledamo samo ekipo. Kakšen je bil februar? Definitivno pozitiven. Mislim, da smo nanizali par dobrih rezultatov. Tudi remi z Mariborom mislim, da je bil kar dober. Mislim pa, da težke tekme šele prihajajo. To je bil šele začetek in mislim, da zdaj se bomo šele pokazali naš pravi obraz. Do prve pavze bo seveda zgoščen spored, 2-krat Koper, pa Olimpija, Radomlje in tako naprej. Kako v te tekme? Ja, definitivno, tako kot smo bili zdaj, mislim, da smo do zdaj pokazali zelo dobre igre, borbenost na igrišču in mislim, da če bomo tako nadaljevali, da lahko pričakujemo dobre rezultate. Kakšno je vzdušje v ekipi? Verjetno kar dobro. Vzdušje je definitivno odlično, sploh s temi dobrimi rezultati in mislim, da smo ena res dobra klapa.